Namesto tega brezveznega videoposnetka bi bil tu lahko vaš oglas. Poslušate in gledate Radio Kaos. Civilna iniciativa Tržnice ne damo je danes na okrogli mizi, ki je trajala kar slabe 3 ure, predstavila alternativo gradnje garažne hiše pod tržnico. Tako alternativo po njihovem mnenju predstavlja gradnja garažne hiše pod Grajskim gričem. Ta naj bi bila po mnenju arhitektov, kot sta Janko Rožič in Fedja Košir, cenejša kot tista pod tržnico in tudi lažja za izgradnjo zaradi geološke sestave Grajskega griča. Oziroma, kot je dejala predsednica iniciative Marinka Kurilič ob zaključku razprave, je garažna hiša pod Grajskim gričem vsekakor boljša rešitev, namo rekli najboljša rešitev, ker najboljše rešitve v življenju ni, boljša rešitev urejanja prometa in tudi urbanistično sprejemljiva varianta. Da garaže v Grajskem hribu bojo koristili vsi uporabniki centra mesta, praktično nadomestijo garaže pod Kongresnim trgom in pod Vodnikovim trgom. Da ne govorimo o tem, da bo tudi to najnižja cena parkirnega mesta. Da za nas je pa najpomembnejše, da bo tržnica neokrnjeno delovala ves čas gradnje garaž pod Grajskim hribom, tako veselje kupcem, prodajalcem in pa obiskovalcem tržnice. Mestna občina načrtuje garažno hišo pod tržnico, ki bi jo zgradili v sklopu širše prenove tržnice, v kateri bi zgradili tudi most med Plečnikovimi arkadami in Petkovškovim nabrežjem, kar bi območje tržnic še razširilo. Okrogle mize sta se strani mestne občine udeležila načelnik oddelka za urbanizem Miran Gajšek in podžupan Janko Möderndorfer, ki je o sprejemljivosti argumentov civilne iniciative dejal: Dejstvo je, da če bi mestna občina Ljubljana ugotovila, oziroma bom rekel v samem projektu, če bi ugotovili, da je Ljubljanski grad bistveno cenejši, bistveno bolj ugoden, bi že zdavnaj začeli s tem projektom. Ta trenutek seveda ne mislimo tako. Če nas prepriča in če nam dokaže, da je to bistveno boljše, bistveno cenejše, potem se bomo lahko pogovarjali. Dejstvo pa je, da so danes dogovorili nekaj drugega, kar je za mene bolj pomembno. Da bomo končno videli te njihove predloge, obljubili so, da nam jih bojo poslali in na ta način se bomo lahko tudi do njih opredelili. Kot hladen tuš, verjetno tako za mestno občino, kot tudi za civilno iniciativo, pa je deloval nastop klimatologinje in ene od prejemnic skupinske Nobelove nagrade, Lučka Kajfež-Bogataj, ki je opozorila, da garažna hiša, kjerkoli že bo, pomeni še več prometa v centru mesta, še slabši zrak in še več toplogrednih plinov. Jaz se bojim, da bi tak projekt lahko te sanje, ki pa so nujne, en modern javen prevoz, ki ga Ljubljana nima, za en čas tudi podaljšali. Tako da jaz absolutno podpiram to, da tržnice ne daste, ampak istočasno vas prosim, da razmislite, ali je zdaj ta alternativa, čeprav je okolju prijazna kot garaža, ja, ampak spodbujala bo promet v mesto. In to v najbolj tisto Plečnikovo mesto. Tudi njim tržnice bo zaradi tega več prometa. Seveda ne bo manj. Za Radio Kaos, Aljaž Pengov-Bitenc.